Kje si ustvariti dom, če te ves čas vleče v naravo in ti je pomemben zdrav način življenja v mirnem okolju? Mlad par si je izbral Bled in polovico hiše z velikim vrtom. Notranjost sta si uredila tako, da skoraj ni dela s pospravljanjem, poseben poudarek pa sta dala tudi dobri regeneraciji. Naša gostitelja tukaj sta zelo predana športu in goram. In ravno z te terase njunega doma se lepo vidi vrh našega očaka, ki je pri izboru lokacije igral zelo pomembno vlogo. Urška in Luka, živijo. Smo v vajnem čudovitem domu, pa me najprej zanima, kako ste izbirala parcelo, oziroma povejte nam o pogoju, ki je moral biti izpolnjen za to parcelo. Pogoj je bil, da se vidi Triglav. Imela sva sicer mičken smole z vremenom, ta prvič, ko sva prišla v to hišo. In je bil slab vreme, tako da sem mogla priti še enkrat in Triglav se vidi. Tako da je bila pol hiter kljukca. Ampak če se vidi Triglav, se vidijo tudi ostali hribi in to je bil v bistvu v resnici pogoj. Kaj pa še poleg tega? Sigurno sta imela še neke druge zahteve, no ne samo, da se vidi špička od Triglava. Ne, to je bila zagotovo pika na i, ampak glaven pogoj je bil pa, da je vrt, nekaj zelenja, pa da je za obdelovati, ne pa preveč, ker imamo tudi tak življenjski slog, da so zelo veliko naokoli in ne mora biti hiša glavna okupacija, ampak da pa si doma v naravi. V tretji podaljšani fazi sta kupila to hišo. Kaj vaju je potem vse čakalo? Kako sta se lotila izdelave vsega, da je bilo potem po vajni meri? V bistvu sva imela veliko sreče, ker so naju zelo poslušali. Že vmes, ko sva hodila sem, so spremljali najine želje, kje bojo, kakšne malenkosti. In na koncu v bistvu investitor to res krasno speljal. Tako da naju je pol čakalo pohištvo in popravic. Če bi imeli že pohištvo noter, bi bila tudi vesela, ker nisva glih nagnjena k nekem kompliciranju. Te dodatke izbiranja vsega je, kar bi rekel, kar ena nadloga, ampak ena zadeva je tale lesen strop, sva vsem lahko zbrala. V osnovi je bila ideja, da ga zaprejo, ampak ko sva noter stopila, sva rekla, ne, to mora pač ostati. Ko vstopimo v hišo, sta v hodniku najprej velika shranjevalna omara, v katero je oblečena tudi toplotna črpalka, in manjši toaletni prostor. Dnevno bivalni del se odpira proti jugovzhodu in je prvi, ki ga zjutraj obsije sonce. Levo od kuhinje so glavna kopalnica in 3 sobe. Največja sinova, soba za telovadbo in spalnica, ki je obrnjena na sever. Stanovanje obsega 80 kvadratnih metrov, ločen del pritličja pa sta s posebnim razlogom namenila tudi apartmaju za oddajanje. Kakšna je ta vloga, funkcija apartmaja, ki je ločen malo od hiše, ne? Ja, v bistvu midva je dvostanovanjska hiša in sva se v bistvu vzela celoten tloris pritličja, tako da to je 130 kvadratnih metrov, približno tega so dobre 30 kvadratnih metrov spremenila v apartma. Tudi pač mladi, da si pomagamo s kritjem kredita, ki je zelo pomembna vloga, da lahko vse normalno zraven živiš. Tako da to je bil eden izmed prvih pogojev tudi pri izbiri hiše, da je možnost, da imava tudi to. Zelo pomemben prostor v njunem domu je spalnica. Uredila sta jo tako, da ponuja najboljše pogoje za nabiranje moči po treningih. Zanimivo, da sta otroku dala torej večjo sobo kot pa za lastno spalnico. In kot športnika zagotovo oba dva zelo močno poznata pomen spanca. Urška, vi se tudi ukvarjate s svetovanjem o zdravem življenju. Pa me zanima, zakaj bi vidva rekla, da je spanec toliko bolj pomemben in kakšni naj bodo spalni prostori za res dobro regeneracijo? Bistvo vsega je to, da mora biti primerna temperatura, kar pomeni nekje 16-18 stopinj v spalnem prostoru, popolnoma zatemnjeno, zato da se nam potem lahko sprosti ta hormon melatonin, ki je tudi naš najmočnejši antioksidant, ki nas ponoči regenerira. Spanje mora biti v kosu, tako da zelo priporočamo, da se zvečer da ne spijemo preveč, da ni potrebno iti potem ponoč na stranišče. In pa ja, zadostna količina, ne, se mi zdi, da res premalo spimo in da je treba večkrat opozoriti, koliko je ta del zelo pomemben za naše zdravje, za imunski sistem, za dolgoživost, vse. Zdaj, vsaj osebno vem, pač, če ni 8 ur spanja, to ni nič. In če ne druga, si zoprn, pa tudi športni rezultati za tem zaostajajo. Je to najcenejša zadeva za regeneracijo tudi in tudi midva so se odločila, zato sva šla v spalni center, sva rekla pač, če kaj pa hočejo dobro spati, ne. In v spalnem centru so nam naredili kompletno skeniranje telesa in so nam potem prilagodili ležišče najinim meram in načinu spanja, ne, se tudi spimo lahko na hrbtu, na boku, na trebuhu. Vse to upoštevajo in na podlagi tega potem izdelajo ležišče in deluje, ne, midva spiva ka angelčka.
Monika, tale lebdeča postelja res zaznamuje tole spalnico, ampak ker imamo tukaj primer skeletne gradnje, me zanima, kako je z vgradnjo take postelje, kadar gre za tovrsten tip gradnje. Drži, tale postelja res izgleda, kot da lebdi v spalnici, ni pa potrebnega nobenega posega ne v tla, ne v steno. Postelja je popolnoma prostostoječa in zaradi tega jo je možno postaviti v katerokoli spalnico. Marsikdo se ustraši, kako tak velik kos prinesemo noter. Postelja dejansko pride v večjih manjših kosih in se potem v to lepo celoto postavi šele na licu mesta v spalnici. In ni problem, če je spalnica nekoliko manjša kot v tem primeru? Sploh ne. V bistvu taka lebdeča box spring postelja se mi zdi majčkeno odpre prostor, ne zapre ga toliko in vse skupaj malo bolj zadiha. Barvo postelje sta lastnika izbrala med več kot 100 različnimi možnimi odtenki, enako sta lahko izbirala tudi med materiali oblazinjenja, vzglavnimi stranicami in prilagojenim ležiščem. Večino ga je ugrajenega v posteljo in je oblazinjeno, tako da ga ne vidimo. Vidiva pa zgornjo tretjino ležišča, ki mu mi pravimo tudi toper in je zaradi tega zelo enostavno za postiljanje. Se pravi, tudi nekdo, ki ima pomanjkanje moči v rokah ali pa težavo s hrbtenico, mu brez težav postiljal, ker ni potrebno dvigovati težkega ležišča. Ampak potem rabiš kakšno posebno rjuho, da jo napneš na ta toper? V resnici ne. Običajno uporabijo neke klasične, se pa veliko odločajo za posebne box spring rjuhe, ki so malenkost nižje. In pa zadnje čase jih veliko kombinirajo z laneno posteljnino, kot je primer recimo tukaj. Lanena posteljnina je zelo trajnostna, v zadnjem času se precej vrača, je moderna, je pa zelo prijetna v stiku s kožo, zelo fino se suši in se mi zdi, da na takeli box spring postelji zelo doda tisto piko na i pri izgledu. Ampak meni se zdi, če že imaš takole lebdečo posteljo, da res poseben učinek naredi ta osvetlitev spodaj, ne? Res je. Veliko uporabnikov potem pove, kako zvečer doma uporabljajo samo to podposteljno osvetlitev, poleg prižgejo samo kakšno bralno lučko in je ambient v spalnici narejen. Oba sta zelo zagrizena športnika, pa me zanima, a bi rekla, da je vajina hiša, to vajin dom prilagojen vašemu načinu, športnemu načinu življenja? Sigurno, ja. Ena soba je, kjer so športni rekviziti, tako da to je samo ena soba temu namenjena. Po drugi strani pa se mi zdi zelo pomembno, da imamo ves čas dom relativno pospravljen, glih zaradi tega, ker ni veliko elementov in ni veliko stvari, ki jih lahko razmečeš. Točno tako, greš velikokrat od doma, to pomeni, da zmer nazaj prideš in da je to pač zmer pospravljeno, da imaš zmer stvari pri roki, da so prostori temu prilagojeni, tudi lokacija, da pač jaz sem športnik v naravi, mora biti in hribi blizu. Kot so bili pomembni tudi materiali, s katerimi sta opremila dom, saj sta tako pri kosih po meri kot s pohištvom iz salona težila k praktičnosti, preprosti uporabi in naravni noti. Narava mora biti tako zunaj, kakor znotraj, se pravi naravni elementi, ali les, ali beton, kamen, take stvari, ali imitacije tudi seveda, nekaj, da te spomne na naravo kjerkoli. Ja, moramo pa reči, da sva sama opremljala noter, brez zunanje pomoči, pa moram reči, da nam je karateljno. Tudi to je pa prednost teh socialnih medijev, pa tega, ker dobiš veliko idej, tudi oddaje, tako kot je vaša, da lahko recimo veliko inspiracije. Tako da nam je karatelj. Dejansko sva pogledala kar nekaj ambientov. Wow, Ja. veseli.